Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in več kot dobrodošli v novi oddaji Reflektor. Hkrati pa dobrodošlico voščim tudi cenjenemu gostu, salezijancu Gašperju Otrinu, ravnatelju Doma duhovnih vaj oziroma Majcnovega doma in pa Doma Janeza Boska v Želimljem. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Z velikim veseljem, hvala, ker ste se v vašem napetem urniku odzvali našemu vabilu. Spregovorila bova o stvareh in oziroma bolje rečeno ljudeh, ki jih najbolj poznate, to je mladi. Pa za začetek opraviva z enim predsodkom oziroma stereotipom ali pa pomislekom, kakor želite. Marsikdo bi morda rekel, ali pa sem tudi že koga slišal, pa kaj nam bodo duhovniki govorili o otrokih. Oni nimajo svojih otrok in zato niso kompetentni za govorjenje o otrokih. Kaj bi odgovoril na tak pomislek? Zanimivo vprašanje, pomislek. Mogoče so starši bolj obremenjeni, ker so bolj fokusirani na svojega otroka. In velikokrat ne znajo videti mogoče tudi celotne slike. In v tem primeru se mi zdi, da duhovniki, sploh tisti, ki mogoče bolj delamo z otroki in mladimi, smo tukaj nek način privilegirani, ker imamo široko panoramo raznih starosti otrok in mogoče tudi zaradi tega malo boljši vpogled. Tako da absolutno ne drži. Poleg tega pa in predvsem to, tudi sami smo bili nekoč otroci in mladi, tako da dobro vemo, kaj se dogaja v teh letih. Tako, izhajate iz svoje družine, poleg tega pa imate bogate izkušnje, torej iz želimeljskega dijaškega doma. Tudi sam ste bili 2 leti torej vzgojitelj, zdaj ste ravnatelj, predtem pa ste kar 5 let delovali v mariborskem mladinskem Don Boskovem centru, skratka debelih 10 let izkušenj z mladimi pubertetniki, mladostniki. Tako da to vam daje kompetenco in ta širok pogled. Ja, predtem je bilo kar precej let študija, pa tudi malo pastoralne prakse, v kateri človek absorbira mnoge teorije, mnoge stvari, ki so zanimive tudi z tega področja. Jaz sem sam osebno precej poglabljal tudi področje pedagogike, sociologije, psihologije, opravil sem tudi družinsko mediacijo, gestalt pedagogiko, tako da neke te teorije v ozadju je bilo, potem pa tukaj praksa, ki te pa nauči marsikaj novega, oziroma ti pod vprašaj postavi marsikakšno teorijo in te sili hkrati, da tudi sam raziskuješ. In to se ne konča. Se mi zdi, da svet mladih je toliko spreminjajoč, toliko hitro spreminjajoč, ker so oni tisti, ki najbolj absorbirajo tudi neko družbeno klimo, da moraš biti skozi v koraku s časom. Ja. Torej, teorija je, praksa tudi, srce najpomembnejše, posvečeno mladim pa prav tako. Hvala lepa, tudi to bi jaz skoraj pozabil. Srce absolutno, ja. Tukaj je Don Bosko, ko sem slišal za Don Boska, prvič in prebral njegov življenjepis, tako kot si rekel, moje srce se takrat vnelo in sem rekel, pa dobro, to je že nekdo za mlade delo, to, kar bi tudi jaz želel, in tako me navdušil in njegov način dela z mladimi in pristop, vrednote, ki jih je zagovarjal tukaj noter, predvsem posredotočenost na Jezusa, to je bilo pri njemu tisto, kar me res navdušilo takoj. In tudi to, da je bil kot duhovnik v 19. stoletju toliko inovativen, bolj kot so bili mogoče sami laiki ali pa sama družba, da je znal pritegniti sploh videl stisko teh mladih. Tako da absolutno srce tukaj je bilo in bije za mlade. In gori. K vaši življenjski in duhovniški zgodbi se še vrneva brez skrbi. Zdaj pa mi povejte nekaj drugega. Veliko ste v družbi mladih, ne samo, še zdaj od tega, da bi sedeli le v pisarni, tudi dejansko družite se, prisluhnete jim, se jim poskušate približati. Kaj mladostnike, recimo nekje med 15 in 19 letom, najbolj teži, skrbi, obremenjuje? Kaj čutite? Ja, eno je, kaj človek čuti in s čim se srečuje pri teh mladih, drugo so pa tudi v ozadju neki družbeni vzorci, neke statistike, neke raziskave, neka globalna slika situacije mladih danes. V teh letih, zanimivo je, pred kratkim sem bral, je šla raziskava Mladina 2024, ki govori za Slovenijo, 22% mladostnikov izraža, slovenskih, med kateri poteka raziskava, izraža eno globoko obupanost nad življenjem. Ne vidimo smisla življenja. 22%. To je ogromna številka. Zdaj, vprašanje so vzroki in vse tako naprej, ampak meni je bilo to kar malo alarmantno,
kako Slovenija neko nozven, ne, pa veš, te mlade, pa vsi imajo možnost šolanja, pa ene karierne perspektive, pa dokaj normalne družinske razmere, globalno gledano, pa kar nimajo ene perspektive življenja. Ne. To je kar zaskrbljujoče. In tudi, ko govorim z mladimi, tako, mogoče v teh letih še ne toliko, po domače rekel, ne pojamrajo, ne, kaj vse nas še čaka, bolj so uživijo v trenutku tukaj in zdaj in se obremenjujejo s stvarmi, ki jih tarijo v tistem trenutku. To je šola, izobraževanje, družinske razmere, ljubezni, prijateljstva, to, kar praktično polni njihov vsak dan. In čedalje bolj seveda pametni telefoni. A ne. Tako da to so tiste njihove glavne skrbi. Mogoče se v teh letih še bolj proti koncu srednje šole že sprašujejo o svoji prihodnosti, so pa na drugi strani neka mašina tisti, ki imajo jasno vizijo svojega življenja. A ne. Tako da bi rekel, posplošeno, bolj jih tare to, kar je tukaj in zdaj. To, kar živijo v tem določenem trenutku. A ne. Ne skrbi jih toliko, kaj bo z njihovo penzijo, se o tem ne sprašuje, ker je to še toliko odročno in daleč, da jim to ne predstavlja skrbi. Potem, ko so starejši, pa že. S kakšnimi stiskami pa potrkajo na vaša vrata, tukaj in zdaj? Ja, zelo različno. Tukaj moram reči, jaz, ker delam na področju vzgoje in izobraževanja, na področju šolstva, pa v dijaškem domu, tukaj so zelo obremenjeni s to šolsko problematiko. Pa zakaj to treba se učiti? Pa zakaj bomo to sploh rabili v življenju? Pa zakaj moramo svojo glavo polniti z vsemi temi informacijami? Če imamo ChatGPT, svet zunaj pa čisto drugačen, kar bi jim po svoje lahko tudi dal prav, do določene mere, ker naš šolski sistem je še vedno po vsebini približno tako narejen, kot je bil 100 let nazaj. Pomeni, ti napreduješ z leta v leto, ko si star toliko in toliko, moraš doseči neke določene uspehe, moraš obdelati neko določeno vsebino, potem si za to nagrajen in napreduješ in tako naprej. To je vse sistem neke industrijske revolucije, ki nas je pripeljal do tega in kot država, kot sistem, še nismo zmogli iti ven iz tega. In nič čudnega ni, da pokajo po šivih, tudi v Evropi na splošno, vsi šolski sistemi, ne samo pri nas, pri nas smo zdaj priča, tudi bodi se nekim noveliranjem, poskusom nekih novih zakonodaj, pa ne bi se spuščal to. Stiske mladih, s katerimi se obračajo, sprav šolske, področje tega učenja, učenjske težave se tukaj pojavljajo, potem ljubezenske, odnosi, kako ti mladi danes gradijo te svoje odnose, se spomnim zdaj ene punce v lanskem letu, tako posrečeno, pa povedala, čisto zagledana, v smislu, zagledana v enega fanta, da že hota skupaj in poreče, ja, ni me še po lajku sem rekel, ok, kar v izi, počas. Tako, kako začnejo sploh v bistvu graditi svoje odnose. Najprej virtualno, potem pa de facto, tako iz oči v oči. Meni je zelo pomembno, kaj se zgodi v virtualnem, da znajo pa preklopiti tudi na realno življenje. Tako, to so neke novodobne stiske, ki jih mogoče po preteklem stoletju nismo poznali. Oziroma se mladi niso na tak način z njimi srečevali. Potem so tukaj družinska problematika, zelo različna, pa ne govorim zdaj tukaj o nekih hudih ekscesnih zlorabah in podobno, kar je v zelo majhnem procentu, ampak mogoče to, da niso slišani, da mogoče jih tretirajo kot majhne otroke, oni pa pri svoji neki starosti so že kompetentni nekaj narediti, neke odgovornosti prevzeti, neke naloge, niso več majhni otroci, ki jih moraš spremljati na vsakem koraku in kar bežijo od doma. Starši včasih rečejo, ko so v dijaškem domu, ko mi čakajo, da grejo spet tja. Pa nimajo tega občutka, da nas ne bi marali, ampak zrasli so. In starši morajo te njihovi odraslosti in odraščanju sprejeti in da tudi dati neko kredibilnost tukaj noter. Veliko je ločitev razbitih družin, koliko pa te situacije vplivajo na vedenje in počutje mladih? Ja, absolutno. Eno dejstvo je tukaj še tudi pomembno, mladi znajo zelo dobro skrivati in prikrivati tudi neka občutja, neke družinske situacije. Velikokrat potem, tudi kot vzgojitelji, pa smo dnevno v stiku z njimi, kakšne stvari sploh ne opaziš, pa smo dnevno z njimi. Tako rekoč po dnevi in po noči.
toliko znajo prikriti in v sebi potlačati tudi kakšne take globoke stiske. Ko te stvari potem pridejo na plan, ko posežejo potem tudi te stiske na šolsko področje, slab šolski uspeh, pa nespečnost, pa mogoče potem anksioznosti, pa tudi v nekih primerih depresije, potem so stvari zelo očitne in jih lahko tudi naslavljaš. Dokler pa niso, je počasih zelo težko ugotoviti, kaj je pravzaprav narobe. Primer nek slab šolski uspeh, nekdo mogoče se ni pripravljen tukaj integrirati v neko skupino prijateljev, je bolj sam zase, včasih tudi starši od svojih mladostnikov zelo težko kaj izvejo, kaj se dogaja. Velikokrat potem, ko najdejo enega zaupnika ali pa ko je res nekaj narobe, potem se pa odprejo. Zelo določenim osebam, ki jim zaupajo, ne vsem, najraje pa svoje stiske rešujejo s prijatelji, ki jim po resnici lahko stojijo ob strani, ampak jim ne morejo pomagati, ker so na isti stopni kot oni, ker razmišljajo isto kot oni, ker ne znajo videti širše slike, ker nimajo nekih izkušenj, in pa lahko stojijo ob strani. Tako da ja, absolutno vpliva in tudi ločitve in druge družinske situacije, odsotnosti, bodisi dejanske ali pa afektivne očetov, mater, znotraj družine veliko, ja. In to se potem tudi pozna. Starši se kar često srečujemo s tem, da doživljamo, naprimer, ko otrok pride iz šole, treninga, glasbene šole, enobesedne odgovore. Kako je bilo dobro? Kaj pa si naredil to in to? Skratka, zelo, zelo skromni odgovori. Seveda se moramo tudi mi naučiti bolje in temeljite spraševati, ampak vseeno, kako se približati otroku, pubertetniku, mladostniku, kako dobiti njegovo zaupanje? Na kakšen način vi to počnete? Ja, tukaj razlika je bistvena. Če to starš vpraša svojega otroka ali pa jaz kot ena tretja oseba, pa vseeno zelo v njihovih očeh na nekem položaju, zakaj bi zdaj meni pripovedovala. Najprej v odnosu do staršev. Logično je, da v teh letih ne bojo šli razlagati stvari, ne bojo pripovedovali stvari. Se jim sploh ne zdi pomembno, zakaj te zdaj to briga. Kaj me sprašuješ? V redu je bilo, nič ni narobe, dobro sem pisal. Tako, ne čutijo potrebe. In tukaj noter se mi zdi včasih je lahko storjeno nasilje strani staršev, če bi stalno odrezani in spraševali, pa daj mi že mira, tako prav čutijo. Izkoristiti trenutke, ko so odprti, ko se to da, ko imajo tisti naval, pri mladih je zelo izrazito, naval neke jeze, neke potrtosti ali pa veselja, odprtosti, in takrat izkoristiti te trenutke, ki so. In takrat bojo mogoče sposobni tudi govoriti in pripovedovati, absolutno pa ne tukaj noter siliti in iskati nekih odgovorov na silo, ker jih ne bo, oziroma če že bojo izsiljeni pod prisilo in potem se bojo še bolj umikali. Včasih bi samo dopolnil, smo tudi mi preveč nestrpni v smislu, da pričakujemo poročilo. Zdaj bom pa odložil računalnik in mi boš ti naredil poročilo za vsako uro posebej, ko si bil vprašan pri telesni vzgoji ali kakorkoli, in potem bova naredila piko in tvoj dan je odkljukan, da bom šel jaz spet lahko delati. Ne gre tako. Ja. Pri nas so starši zelo veseli, ker objavljamo dnevno oziroma aktualne stvari, ki se dogajajo v dijaškem domu in v gimnaziji, da sploh vidijo, kaj se dogaja. Mi nič ne vemo, nič ne povejo. Tako, to so največkrat njihovi izrazi. Zdaj, kar pa vidim tako tudi pri vzgojiteljih, pa tudi, če govorim zase osebno, pridejo, govorijo o stvarih. Tako mi je fascinantno, Jaz vedno imam, kadar sem v pisarni, imam vrata odprta in potem pridejo in tam sedijo na foteljih in razlagajo in vse živo. Tudi stvari mogoče, ki ni dobro, da jih jaz slišim, kaj počnejo v šoli in kako prikrivajo kakšne stvari in tako. Ampak ne čutijo tega pritiska, zdaj nas pa nekdo zaslišuje, zdaj pa nekdo tam, ker želi od nas neke informacije, zdaj pa bomo imeli neko korist od tega, ker bomo mi posredovali neke informacije. Tako zelo sproščeno. Seveda ne vsi, vrata so odprta vsem, so pa tisti, ki želijo stvari držati zase in da bo šel nobena v njih siliti in jih spraševati. Vzgojitelji tukaj moram reči, da imajo zelo dobro izhodišče za pogovor, da od njih tudi kaj izvejo, da se pogovorijo. Prvič zato mogoče, ker so jim po letih zelo blizu. To so večinoma vzgojitelji, kmalu po končani fakulteti, prvi koraki nekega strokovnega pedagoškega dela.
pomeni, da imajo še zelo svežo tudi svojo srednješolsko pot, pa fakultativno pot. Tako da so mi že po letih zelo blizu, a ne, tudi govorijo jezik, ki ga oni govorijo, poslušajo glasbo, ki jo oni poslušajo. In uporabljajo TikTok. Uporabljajo TikTok, a ne, ki ga tudi jaz zelo redko, da se malo zlečem ven. Tako da v bistvu na tak način vstopajo z njimi v komunikacijo, in moram reči, da imamo zelo dobre izkušnje. No. Seveda, ni pa pri vseh tako, kot bi želeli. Ja. Tudi sami ste bili 2 leti vzgojitelj. Kako ste se jim tedaj približali, pridobili zaupanje? Ja, včasih je treba biti nor, kot so oni, a ne? Včasih zatežen, kot so oni, velikokrat zelo resen pri stvareh, predvsem pa biti tam za njih, a ne? Da lahko pridejo, da povejo, da se izrazijo, tudi če imajo kakšen naval jeze in besa, a ne takoj ga ustaviti, ne takoj, a ne mu postaviti, nekaj me počaki, da se izkašlja, po domače povedano, ne. Mu prisluhniti, slišati, kaj je v bistvu ta meta komunikacija, kaj v resnici on sporoča s tem, ko je jezen, s tem, ko ti da neko kontro, ni tisto, ampak je nekaj v ozadju tukaj noter, a ne. Tako da tukaj so izkušnje te, a ne, da biti jim blizu, hkrati ne biti oni, pa biti kot oni. A ne. To se mi zdi v vzgoji velika umetnost, a ne. Ja, tukaj moram reči mogoče to, da imamo Salezijanci, kar se tega tiče, res po tej naravni poti, a ne, po Domboskovi poti, kar malo olajšano to, a ne, ker mogoče Salezijanci znani po tem, da gojimo to domačnost, a ne, da želimo ustvariti eno vzdušje doma, biti z njimi na ti, a ne, majhne stvari, ki potem gradijo eno vzdušje in eno celoto. In moja izkušnja je prav ta, a ne, da v tej domačnosti z njimi, a ne, početi tudi nore stvari. Naprimer? Ja, ne vem. Nikomur ne bomo povedali. Nikomur ne bomo povedali, ja. Kaj sem, kakšne nore igre, a ne, smo bili na kakšne vikendu vzgojne skupine, pa so tam kakšne te večerne igre tam v temi in potem, ne vem, tam skačeš z ene klopi na drugo in malo s komolci in tako, kar bi rekel, ni glih normalno za enega redovnika, redovnica mogo tam sedeti, pa takole opazovati, pa takole delati, a ne. Pa ne, pa smo se s kakšnimi temi nerv pištolami streljali tam po hodnikih, pa pikado metali v kakšne fotografije profesorjev. Zdaj upam, da ne poslušajo moji kolegi. A ne, tako, Vse ostane med nami, take stvari, ja, ki so jim blizu, pa hkrati, a ne, niso nikoli take, ki bi ogrozile njihovo ali fizično, psihično zdravje, ali pa bi bile moralno sporne. So pa tam na meji, a ne, zato ker mladi iščejo te meje, a ne, želijo nekaj adrenalina, želijo nekaj izzivov, želijo, da jih nekaj pritegne. In to se mi zdi, da v cerkvi tudi manjka, a ne. Tega posedeš tja za klop, zdaj pa se to v tej učilnici in jaz ti bom odpredaval 10 vprašanj, ki se jih moraš zabirno naučiti, pa naslednji 10 in tako, a ne. Mladi niso tako narejeni, a ne. In tukaj jim pride blizu to je umetnost vzgoje, in ohraniti pa vseeno eno distanco in to, da ti nisi oni, a ne, in da v nekem določenem trenutku, ko pa je treba, a ne, posredovati pa nekaj povedati, te pa sprejme kot avtoriteto, a ne. In tudi to je problem današnje družbe, a ne, kako po naravni poti to avtoriteto gojiti. Je kdaj kdo prišel do vas z vprašanjem, ob katerem ste si mislili, o moj bog, kam si me pa to poslal? V kakšno situacijo? Ja, velikokrat se te stvari zgodijo med spovedjo, tako da težko o tem govorim na tak način. Je pa bilo, zdaj bi mogel malo mogoče pomisliti, ampak je par takih trenutkov, ko rečeš, kaj ne pravzaprav tej osebi svetujem sploh, a ne. Ali pa že vidiš tudi, a ne, tudi sam pri sebi vidim, da že vidiš ti stvar tako črno, da sploh ne veš, na kakšen način bi mu še pokazal izhod iz neke situacije. A ne, lahko je to oseba, a ne, na tak način lahko povem, ki ti pri spovedi reče, da razmišlja o samomoru. A ne. Ti te informacije zunaj te spovedi močečnosti ne smeš uporabiti, a ne. Imaš pa ti skratek čas tam znotraj, da mogoče nekaj narediš, kar je v tvoji moči. Ni pa vse v naši moči, a ne. Tako da seveda so delikatne situacije in jaz potem kakšen tak se vedno rečem, da mi te stvari povej tudi zunaj spovedi, da bo lahko naredila kakšen načrt, kaj narediti, da se bo lahko vključili kakšni drugi ljudje, ki jih potrebuješ in tako, no.
Tako da, ja, se dogaja. Klasični starševski strahovi, alkohol, droge, preuranjena spolnost. Kako se srečujete in soočate s tem? Jaz bi k temu dodal še pametne telefone. Tudi da tam še pride. Tudi, ok. Ker se mi zdi zelo na istem nivoju, ker včasih banaliziramo, pa rečemo, če se drogirajo, če pijejo, če je neka promiskuiteta, potem je to problem. Telefoni pa niso tukaj na tej ravni, ampak so ravno tam. Ja, zdaj mogoče ta pasivnost mladih se odraža tudi v tem, da je danes manj tega popivanja, manj teh nekih žurerskih ekshibicij, kot so bile včasih, ko ni bilo še niti toliko mogoče teh pametnih telefonov in nismo bili toliko priklenjeni nekje biti notri, ni bilo neke, zdaj manj transgresija, včasih si šel na ulico, se tam zbirale klape in so razbijale šipe in smetnake in ne vem kaj. Danes na nekih ruralnih območjih mogoče še to doživiš, ni pa to pogosto, kot je bilo včasih. So drugi problemi. Tako da v resnici neke stvari so se zmanjšale, so se pa druge povečale, druge stiske. Tako da v resnični problemi danes, seveda so izjeme tukaj noter, najbrž ni več toliko alkohol in trde droge, preuranjena spolnost, ja in ne. Tukaj smo spet odvisni od okolja, od osebne nagnjenosti, od vrednot, ki jih imajo, od tega, s kom se družijo, v kakšnem okolju živijo. Bolj se mi zdi, so druge. Tukaj je gotovo porast enih anksioznosti, depresij, nekih osebnostnih motenj, ki jih imajo mladi, to je v Sloveniji, po Evropi tudi nasplošno šlo tam od leta, se mi zdi, 2010, malo potem zelo navzgor in še raste. Tako da, ja, to je eno široko in globoko področje tukaj noter, kaj je resnično problem danes. Ja, če greva v to noter, greva lahko, ampak je široko področje. Ja. Pojdiva. Dobro. Prva stvar je gotovo družina, izhodišče, ki ti je postavljeno, temelj, ki ti je dan. V Svetem pismu piše, če je hiša zgrajena na skali, potem, če pride neurje, bo hiša obstala. Ravno tako je tudi z otrokom in mladostnikom, ki v sebi vedno je in ostaja skrivnost, ampak če so dobri temelji, če je ta hiša trdna, če bo tukaj neka dobra vzgoja, dobri odnosi med staršem, med otroki, slišanost, sprejetost, prave usmeritve, potem je tukaj skoraj tako mala verjetnost, da tak otrok toliko zaide, da ne bo imel več povratka nazaj. Tako včasih, kakšni starši, tako jih je strah, ja, pa nič več ne hodi z nami, pa ne hodi več v cerkev, pa neko tako čudno družbo ima, pa v ozadju veš, da je dobra družina, poznaš družino, pa rečeš, saj bo. Zdaj je v trenutku, ko se mora oddaliti od teh vaših vrednot, da jih bo pa lahko sam posvojil nekoč. Ker mladi so tako narejeni. Oni morajo zavrniti vse, kar so jim starši dali, se osamosvojiti, postaviti na svoje noge in potem sami sprejeti te vrednote za svoje. Ne avtomatsko, ampak jih morajo ponotraniti. Tako da družina je gotovo bistven dejavnik tukaj noter, kot neka zaščita za otroka, ki ga pošilja in daje v svet, kot mati, ki rodi otroka, 9 mesecev je bil tam na varnem, potem pa gre v svet, tukaj tudi otroci, ki so zgrajeni v neki stabilni družini, noter in grejo v svet, imajo boljše izhodišče kot vsi ostali. Torej bi lahko, če potegneva prispodobo, bila družina kot nek imunski sistem za telo, ki hodi po svetu. Ja, tudi de facto je imunski sistem, ker vse to vzdušje, ki je znotraj družine, gradi tudi človekov imunski sistem, vsa neka slaba občutja, nelagodja, anksioznosti vpliva tudi na imunski sistem. Tako da tu gre vedno eno z drugim. To, kar je zdravje, kar je telo, kar tudi telo sporočano zven, vse to se znotraj tudi živi. In tukaj družina, absolutno, to nisem videl prva, ki so to ugotovila, to je področje prej, čist humanistike, to vedlo in filozofije, danes sveto vsa znanost, psihologija in nevroznanost in kako to blagodejno vpliva na otroka in da mu daje popotnico za življenje, te zdrave odnose znotraj družine. Tako, to se mi zdi, da na prvem mestu, bistvenem mestu, da otrok lahko shodi in da ima res eno dobro popotnico za življenje.
In če tam noter so stvari, kot so prej rekla, so se zalomile, so bile neke ločitve, so bile neke mogoče tudi odtujenosti staršev. Včasih se zgodi, da pač recimo očeta ni, ker dela cele dneve. Biološko je on oče, de facto pa tam ni prisoten v vzgoji. In potem včasih hoče potem kasneje očetje iščejo ta stik z otrokom, potem ko so ga že izgubili. Tam do 12 let absolutno je ta čas. Je pa to glih potem v nasprotju z neko družbeno dinamiko, ti si kot oče, tam gradiš svojo kariero, na začetku, zdaj imaš pa majhnega otroka, ki moraš posvetiti svoj čas in to ni lahko. In so potrebne odločitve, kam bom zdaj vlagal in investiral svoj čas. Okay. Družina, da ne bova preveč, ker tukaj lahko še govoriva. Potem so pa, se mi zdi, tukaj tudi zelo močni družbeni dejavniki, v katerih otrok odrašča. Lahko je tukaj okolje, kjer živimo, a je to mesto, je to na vasi, kdo so naši bližnji, v kakšnem okolju smo, kakšne nevarnosti so tam, s kom se otrok druži tukaj noter, v katero šolo hodi, kdo so tam, konec koncev, tudi zdaj vse te migracije, priseljenci, zdaj že nimamo razredov praktično, ker tudi ne bi bilo drugih otrok noter, zanimivo, ene statistike proti Mladina 24, raziskave pravijo, da je danes mlade bolj kot kdajkoli prej strah fizičnega, psihičnega nasilja in vojne. Neka stvar zdaj Ukrajina, ki spodbuja nek strah v ozadju, drugo je psihično in fizično nasilje, ki ga oni občutijo, ti mladi. Odkje to prihaja, zakaj je to zdaj to? Pa recimo, da družinskega nasilja ni nič več, kot ga je bilo. Torej, to nasilje mora občutiti tudi nekje drugje, prihaja od zunaj, prihaja iz družbe, prihaja iz njihovega okolja, kjer živijo, da se ne počutijo varne. Vemo pa, da je prav to osnovna varnost, da se ti kot otroka ne počutiš varnega v svojem okolju, na dnu piramide, če imamo tisto, kdo pozna, od Maslova, tisto hierarhijo vrednot, je ti fiziološke potrebe in varnost so na dnu. Če tega ni, torej v temelju. Ne moreš gledati naprej. In tukaj mislim, da okolje je torej bistveno tisto, ki danes vpliva na to, in to, kar otroka vleče ven iz tega realnega okolja, to so pa telefoni. Pametni telefoni, danes mladi osnovnošolci, tam konec osnovne šole, poprečno tam 4 do 5 ur preživijo na pametnih telefonih, srednješolci še malo več. Potem v bistvu, kakšne statistike pravijo, da srednješolci nekateri preživijo več časa na pametnih telefonih kot njihovih staršev v službah, kar je zaskrbljujoče. Kar pomeni, da pametni telefoni dejansko oblikujejo mentaliteto, odnose, vrednote mladega človeka danes. S kom je on 4 do 5 ur na dan? Starši ni. Je, ampak je v sosednji sobi. Tako da je to eno veliko področje, v katerega smo zdaj vstopili noter, kljub temu, da že nekaj časa traja, ampak to se govori v desetletjih, kaj nam bo to prineslo. Vse pa že neke družbene spremembe, mogoče prav ta strah, ki sem ga preomenil, ki ga imajo, anksioznosti in vse to je povezano gotovo s tem. Kaj torej ponuditi mladostniku? Kakšno animacijo, kakšen plan B, pa ne mislim tukaj skrivanja telefona, ampak da ga bo sam odložil in se bo začel zanimati, se bo začel ukvarjati z nečim. Šport, kultura, animatorstvo. Kaj? Avantura. Mladi so zelo nagnjeni k temu, da iščejo nekaj, kar jih bo vzdramalo, kar bo povišal njihov adrenalin, kar jih bo spodbudil in prinesel neko gibanje. Zdaj telefoni delajo nasproti temu, so na drugem bregu kot to. Zdaj mi pa želimo mladega spraviti ven v pogon, v gibanje, k športu, domača žival, skrb za domačo žival, recimo, vključitev dejavnosti, športne, tabornike, skavte, plezanje, planince, mogoče vse to, kar je povezano z naravo. Ker ta stik z naravo je gotovo danes prav na račun tudi pametnih telefonov zelo zmanjšan. Vemo pa, da blagodejno narava vpliva na človeka, tudi naraven dopamin v možganih, vse te pozitivne stvari, ki jih tudi iz narave dobimo, nam
Vse, ko pogledaš lepe hribe ali pa pogledaš pogled na morje, ne, se ti kar stori, da bi tam ostal. Tako, pri mladih so to telefoni, tako da izklopiti jih iz tega, da bi jih lahko priklopili na nekaj drugega, to je pa zelo težko. Starši danes, tudi ker z mnogimi starši smo že tako se pogovarjali, glede njihovih otrok, kaj narediti, da se odlepijo od teh telefonov. Nimajo samo enega telefona, jih imajo več. Se danes vemo, 2-3 leta ga menjaš, telefon ostane tam, še vedno dela, ti, če si Wi-Fi priklopljen, ne rabiš tudi nobenih kartic in nič, in to dela. Danes imajo mladi učitelju dajo en telefon, v nahrbtniku imajo še 2. In sploh ni problem to dobiti napravo, ker mi bojo starši odvzeli. Jaz mislim, da tukaj bo še zelo potrebno iskati strategije. Kaj lahko starši v resnici naredijo, kaj lahko naredimo v vzgoji, izobraževanju, najlažje v šoli prepovedati, tam ne smejo imeti, če boš imel, ti bomo vzeli in bo starši mogli priti v šolo po telefon. Mladi se zato kaj dosti ne sekirajo, ker imajo še 2 telefona. Drugo je pa, kaj potem delajo po tem uradnem času, ko so oni v šoli. Kako pa tam regulirati to stvar, kako doma regulirati to stvar. Ko pridejo prijatelji na obisk, dajmo odložiti telefon. Noben ga ne uporablja, tudi jaz, ki sem mama, ga ne uporabljam. To so ene take majhne stvari, na globalni ravni se mi zdi pa, da nas čaka še veliko dela. Pa tudi izkoristiti po drugi strani v svoj prid. Pa govorim tukaj bodi si v šolstvu, pa bodi si tudi v pastoralnem delu, konec koncev, kako biti mladim blizu kot cerkev, kot duhovniki, kot predstaviti vero, se pa boš močiš v tem zelo spreten, kako to predstaviti na tak način, da bodo srkali neke informacije ali pa neke rilse, ki bojo pozitivno vplivali dejansko na njihovo življenje. Velikokrat smo pa tudi starši in odrasli res slab zgled z ekrani. Hočemo se vedno znova sveže informacije pridobivati. Tudi sam se velikokrat ujamem pri tem, pred pol ure sem bil na neki spletni strani, bom pa še enkrat pogledal, če je že kakšen nov članek. Preprosto je včasih že nam odraslim biti težko dovolj discipliniran z ekrani. Čestitke. To je to, jaz tudi sama, jaz recimo v pisarni, ko delam, pa imam odprta vrata, ko pridejo mladi, če malo hitro dokončam, potem se obrnem stran od ekrana. Da vem, zdaj čas posvečen nam. Včasih pa rečem, da zdaj moram nujno to narediti, se opravičujem, ampak zdaj res ne morem. Tako da vejo, da nima ekran prednost pred tabo, ki si tam pred mano, in mene zelo moti, recimo, ko se z nekom pogovarjaš, ko si, potem v telefon mi zvoni, se bom glasil. Se bo počakal, se smo midva zdaj tukaj, ki govoriva. Čez 2 minute se boš pa nekaj nazaj poklical. Tako ta občutek, da moramo biti takoj dosegljivi, če 3-krat te nekdo pokliče, nisi dosegljiv, kaj narobe, nič ni narobe, bil sem z nekom na kavi. Prosto, ker se nisem oglasil. Skoraj kot bi se mogel upravičiti, ker se nisi oglasil. Tako in starši so tukaj prvi tisti, ki seveda v tej osnovni šoli lahko najbolj regulirajo in tudi dajo svoj zgled otrokom in jim postavijo neke omejitve, in jim morajo postaviti neke omejitve, neke screen time, neke odzeme telefonov, pravilnike, kdaj se telefon uporablja in kdaj se ne. Ker mnoge od teh stvari bodo potem nesle s sabo. Bodo se druge stvari vzgoji. Starš, ki bo mladostnikov prepovedoval piti, pa bo sam tam na veliko pil, je pač kot pri telefonih in predvsem drugam, je slab zgled. Pa vendarle, hipotetično, če bi bili vi oče z zdajšnjimi izkušnjami, kako dolgo bi dovolili biti na dnevni bazi ob ekranu, recimo nekemu srednjošolcu? Dobro vprašanje, ker jaz se s tem srečujem v dijaškem domu, čeprav nisem oče v tem smislu, pa vendar smo mi tisti, ki jim tukaj omejujemo in reguliramo. In je to zelo, zelo težko, ker so zelo spretni pri skrivanju, ker imajo knjigo, pa imajo telefon, pa grejo v poslo, pa imajo tam, pa se zagrnejo, ko pride nekdo noter, tako da nimajo telefona, in to je zelo težko nadzorovati in regulirati. Lažje je, če seveda tam en mladostnik, treba bi bilo nekako postaviti neke pravila igre, se mi zdi.
čistko, da seveda absolutno ne moreš ti nekoga omejiti, če zdaj povprečje 4 do 5 ur na dan ali pa 6 do 7 pri nekaterih mladostnikih, ti pa rečeš, porabil pol ure na dan telefona. Bo iskal vse možnosti, da bo imel še 2 telefona zraven. Postaviti neka pravila igre, ki bodo racionalna, za katere bo tudi on rekel, da ja. Ker to, kar vidim, je, da oni vidijo, da je to problem. Pri spovedi, koliko mladih reče, sem preveč na telefonu. In kaj boš naredil? Nimajo pa moči, da to naredijo. Oni vejo in se zavedajo tega, da je to slabo. Imajo ta uvid, nimajo pa te moči. Se mi zdi, to je, niso neumni, da bi vedeli, da jim to zdaj ful pomaga, ker so na telefonu po toliko ur na dan. Oni točno vejo, da to ne prinaša nobene koristi, nimajo pa moči, da bi nekaj naredili in jim nekaj spremenili, in tukaj moramo pomagati. Pomagamo jim pa tako, da postavimo neke jasne meje, da se z njimi dogovorimo. Mi tudi včasih podpišemo dogovore z dijaki v določenih primerih. Dijaki oddajo telefone zvečer in jih potem po pouku dobijo nazaj, v primeru, če še nimajo kakšnega drugega telefona, kar nikoli ne veš. Tako da so, kjer je problem, kjer tudi starši vidijo problem, kjer vzgojitelji vidijo problem, tam potem posežemo vmes in naredimo malo bolj jasen načrt in strategijo, kaj narediti. Absolutno pa timski pristop, v našem primeru govorim, vzgoji in izobraževanju, kjer je prisoten, ki so prisotni starši, svetovalni delavci, vzgojitelj, razrednik, da tukaj skupaj noter nekaj naredimo. Samo starš ni dovolj, samo šola ni dovolj, samo vzgojitelj ni dovolj, skupaj pa lahko naredimo eno strategijo, kako določenemu, tukaj dijaku, mladostniku pomagati. In starši se mi zdi na vprašanje, tukaj noter, dogovoriti pravila igre. Pa doživljate, da starši konstruktivno sodelujejo ali so preveč zaščitniški? Kaj menite? Tudi še eno veliko področje, v katerem bi lahko naredili eno posebno oddajo, kako je danes položaj vzgojiteljev, pedagogov, učiteljev znotraj izobraževalnega sistema, znotraj vzgoje in izobraževanja, kakšno avtonomijo imajo, kakšno avtoriteto imajo, kako se starši na njih obračajo, s kakšnim tonom, na čigavi strani so, zakaj so na čigavi strani, a so kooperativni, a so destruktivni. Danes smo se zelo nagnili v tisto drugo smer, kjer so v bistvu je že ravnatelj tisti, ki se mora zagovarjati skoraj pred starši, ali pa učitelj tisti, ki se mora zagovarjati pred starši. In zato, in vem za konkretne primere, mnogi učitelji ne upajo ukrepati, tudi v primerih, ko so neke družinske zelo težke situacije, ker potem bodo izpostavljeni, bodo šikanirani, se bodo spravili na njih. In to je zelo hudo. In danes smo izgubili to kredibilnost kot, bom rekel, vzgojno-izobraževalne ustanove in pedagoški delavci. In kljub vsemu rečemo, mi smo strokovnjaki na tem področju. Oprostite, če vaš otrok tak in tak in ga vi poznate najboljše, ampak dovolite, da vam na podlagi, kako mi vidimo otroka, na podlagi drugih primerov, ki jih poznamo, na podlagi nekih strokovnih mnenj, pa damo tudi neko svoje mnenje, ki je relevantno, in če je nek problem, oprostite temu, ampak tega se nikoli ne reče, a niste mogoče vi problem. Seveda staršem tega ne moreš reči, ampak v ozadju mnogih problemov niso problemi otrok, ampak so problemi staršev. Kako pa jim to nakažete, če že ne rečete neposredno? Taki starši velikrat niso dojemljivi za to, ne slišijo tega. Kaj se dogaja tudi, ne vem, ko se delajo terapije z otroki, pa z mladostniki. V enem trenutku se jih umakne, pa se pokliče tam starše. Zakaj? Zato, ker ko boste oni dva rešila problem, bo tudi tisti problem rešen. In tukaj noter je, tukaj veliko dela. Mi imamo tega časa zelo malo, kot dijaški dom, kot šola, da tukaj lahko delamo starši. Niti se ne moramo tega privoščiti. Da bomo zdaj še starši posebej se ukvarjali, bi bilo pa nujno. Zato so nujni neki podporni sistemi tukaj noter, kako tem staršem pomagati. Včasih, ko še ga tudi usmerimo na terapijo, jim svetujemo, da ne grejo, ne otroka, ampak oni. Problem je pa to, da veliko tega starši, ki bi to potrebovali, ne slišijo. In tam rečeš, jaz sem naredil, kar je v moji moči, sem mu želel pomagati, več kot to pa ne morem. Lahko pa zdaj zdravim simptome tega, kar je pa ta otrok. In poskušaš pomagati, da bo pa on mogoče ozavestil probleme, ki v resnici niso njegovi, pa izhajajo od nekje drugje, da se tega zave. To je pa dolga in trnjeva pot. In
ampak hvala Bogu, no, da so okolja, jaz mislim, da tukaj pri nas v Želimljah ali pa katerokoli, bom rekel, tudi od naših katoliških šol, vrtcev, zelo dela na tej holistični vzgoji, da sprejema otroka kot celoto, da poskuša nagovarjati vsa njegova področja, da gleda to družino, ki je v ozadju. Zato se mi zdi, da so to področja, kjer lahko tudi nekaj naredimo. No. Tako da absolutno, da bi upali ne, treba pa zavihati rokave pa iskati možnosti. Tako. Vzgoj je tako, če se predaš, je konc, če pa iščeš in se boriš možnosti, potem pa tudi pride rezultati. Zavihano rokave vsi skupaj. Absolutno. Na začetku sem rekla, kako zelo pomembno je, torej, da nas seveda družina sooblikuje na našo pot, vsi smo zrasli iz družine in sprehodiva se malce po vaši osebni, družinski, duhovniški zgodbi. Ne sodite med tiste duhovnike, ki bi že pri, 9, 10 letih vedeli, kaj bodo, ko bodo veliki. In mislim, da niste doma v stanovanju se igrali, da imate mašo. Kako ste postali duhovnik in salezijanec? Pravzaprav sem se v enem določenem trenutku, ko sem bil otrok, jaz sem bil ministrant in zato doma maševal. Slabo sem se pripravil. Ampak ne, to je bilo absolutno daleč od tega, ne. To je trajalo zelo kratek čas. Je bilo potem veliko več drugega časa namenjenega razmišljanju o drugih stvareh, tako da sem pustil absolutno to idejo. Vse takrat pač otrok tisto vidi, se mu zdi fajn, tam nekaj dela, kar dela tam duhovnik, ki ga vidi tam nadaleč, ampak to so neke čisto otroške, tudi nezavedne stvari, procesi, ki se njemu dogajajo in mimogrede, tako včasih, ko še ga vprašam, kakšne ministrantske kampe in tako, vse, ko pa ti kot otrok, si kdaj imaš šel doma? Ja. A še zdaj? Ja. Tako da tudi traja en kratek čas, potem absolutno, jaz sem konec osnovne šole in pol srednje šole se oddalil od kakršnih koli verskih zadev in obredov in svetih maš. In tukaj, hvala Bogu, no, me je držala po konci ena mladinska skupina, ki smo jo imeli, zelo dobri, tisti prijatelji, ki sem jih imel tam, in praktično to je bil motiv, zakaj sem jaz hodil tja. Bil je zelo en fajn kaplan takrat, ki je zdaj že župnik v zrelih letih. Ga bova pohvalila? Ga bova pohvalila, gospod Damjan Štih je bil to. Evo, tudi moj novomašni pridigar potem. Tako da to je bil v bistvu en magnet, ki me je tam pripeljal, in to so bili prijatelji. In tukaj hočem reči, da je pomembno v teh letih, tudi na področju kateheze, kako privabiti te mlade, absolutno ne z nekim naukom. Pridite, ker bomo govorili o Jezusu Kristusu, edinemu rojenemu Božjemu sinu. Zakaj so oratoriji tako uspešni? Zakaj so uspešni skavti? Zakaj so to pastoralne dejavnosti, ki ne poznajo padca števila udeležencev, članov ali pa teh, ki pridejo na programe? Zato, ker nagovarjajo čisto neke osnovne človeške plati. No in po tej čisto osnovni človeški plati sem jaz ohranil ta stik potem župnijo in s temi mladimi zaradi tiste skupine tam in zaradi kakšne punce, ki mi je bilo všeč. Roko na srce. Ali pa dveh. Tako da to je bil tisti magnet. No. In ja, srednješolska pot moja je bila lahko zelo burna, zelo taka na vseh koncih in krajih. Hodil sem v srednjo zdravstveno šolo in tam so bili potem tudi mnogi moji prijatelji in sošolci iz Fužine, Nove Jarše, Rakova Jelša, iz provenienc republik bivše Jugoslavije, kar pomeni posledično, da sem jaz postal njihov simpatizer, ker ima tudi sam korenine potem na Hrvaškem in sem takoj čutil eno povezavo med nami. Mi smo potem zahajali pač v te razne klube v Ljubljani, Jugopartije, to je bil znan takrat Kalipso klub, to je bilo tukaj na Poljanski in to so vsi, cele Fužine so tja hodile in to je bilo zgleda kot eni kriminalki, tam BMW so se pripeljali, noben je imel izpita, tam s pištolami, pač katastrofa, če bi danes kaj takega dogajalo, bi bile racije po mojem vsak dan, takrat je bilo pač tako, to so Fužine, to je tukaj okrog, to se dogaja, tudi na šoli, je bilo isto, se ni bila druga situacija. To je bilo pač naše okolje odraščanja. In moram reči, da hvala Bogu sem jo dobro odnesel, je kakšen sošolc umrl od overdose, je bila kakšna sošolka v prvem letniku izključena zaradi preprodaje trdih drog.
Tako da je bil zelo tanek led, ampak to, kar sem prej rekel, te vrednote, ta trdni temelj, ki ti je vstavljen v družini noter, je pri meni vedno bil. Ne bom rekel, da je naša družina bila idealna. Nobena družina ni idealna. Starši so pa vedno svetinje. In to, kar mi ostaja, me pa vedno držalo potem v teh trdnih temeljih. Lahko so sošolci delali še ne vem kaj, jaz nisem nikoli padel v nobeno slabo stvar zares. Bile so žurkice, bili so parti, ampak vedno na trdnih temeljih, tudi nekih vrednot, katere sem sam posvojil in si jih zgradil in so bile pomembne. Tako da lahko rečem, da sem iz teh mladostniških let ven išel brez ran. Hvala Bogu. Mnogi drugi ne, nekateri imajo še danes precejšnje težave, take drugačne zgodbe. Tako da ja, to je bila nekaj moja pot. In jaz nisem absolutno o tem razmišljal, da bom duhovnik in do 3. letnika srednje šole se to ni zgodilo, dokler potem nisem doživel enega res milostnega trenutka, ko sem doživel Božjo bližino in takrat sem jaz potem začel povezovati celo to moje življenje in kako sem spoznal salezijance in delo z mladimi in to, da me to izpolnjuje in tukaj je šla potem moja pot naprej do duhovniškega oziroma preredovniškega poklica do salezijancev. Tako da, ko nekaj govorite otrokom, mladostnikom, lahko marsikaj tudi iz svojih izkušenj poveste. Ne samo iz balkanskih diskotek. Ja, absolutno. Danes, ko rečem mladim, kaj se v naših srednješolskih letih dogajalo, me takole gledajo. Se rečem, oni rečejo, kaj bomo mi kaj tazga doživeli. Pa si mislim, če si 5 ur na ekranu, kaj boš pa doživel? Pojdi malo ven, pojdi kaj na ulico. Mi smo tam po Trubarjevi laufali, ko so nas skinheadi lovili, pa smo se mogli bežati, da nas niso nalomili do kosti. Kaj boš ti doživel? Ja, ne vem, če si 7-6 ur zaprt v sobi in na svojem telefonu. Je maksimalno, kar doživiš to, da boš, ne vem, na enem rilsu videl nekaj in ti bo butnil v možganih in te bo razveselil in potem boš spet padel dol in boš spet rabo, da te nekaj dvigne gor, da se te dvigne raven dopamina. To je to, kar doživijo. Zato sem pa prej rekel, ko sva govorila, kaj mladim ponuditi kot alternativo, avanture. Ne vem, jaz zdaj, ko sem v dijaškem domu, pa pelem mlade, pa smo šli v Kazahstan, pa smo bili tam med nekimi revnimi, pa smo delali tam z njimi, pa sem jih pel v Bosno, eno delovno akcijo. Oni rabijo akcijo. Takrat sploh ne pogrešijo telefona, ko je akcija. Noben mu ne pride na misel, da bi pogledal na telefona. Moraš jih zaposliti do te mere, da jih nekaj pritegne. In tukaj bi lahko govorila, kje je pa zdaj manko šolskega sistema, kje je manko pastoralnega, katehetskega načina dela z mladimi, ki tega absolutno ne upošteva. Upoštevajo skavti, a ne upoštevajo tukaj mogoče oratoriji so na tak način zgrajeni, so neke igre, so neke delavnice, so neke stvari, ki me tukaj not nagovorijo. Nismo pa še znali biti tukaj inovativni in najti teh načinov tudi znotraj kateheze. Kako znotraj kateheze umestiti, da boš tudi doživel eno avanturo. Skavti rečejo izkopana kateheza, pomeni doživljajska, mora priti iz tebe ven, ti moraš doživeti nekaj. Seveda pa v nekem trenutku ti pa tudi posredujem neke informacije, ampak vera niso najprej informacije. Tako da mladim dati doživeti eno avanturo in sam sem to doživel in zaradi tega lahko tudi mladim tako, ali pa čutim, kaj oni v resnici danes potrebujejo, kaj jih lahko rešuje ven iz tega sveta, v katerem so. Naj bo to sporočilo vzgojne avanture, tudi sporočilo zaključka tegale pogovora. Najlepša hvala za vašo pozornost, dragi gledalke in cenjeni gledalci. Iskrena hvala Gašperju za obisk v studiu. Verjamemo, da ste slišali kaj koristnega. Spremljajte oddajo Reflektor na vseh družbenih omrežjih. Še enkrat najlepša hvala in nasvidenje. Hvala za povabilo. Prosim. Na zdravje. Okay. Zdaj lahko pijem.